Živijo, tukaj, gledajte, mata na easy. Jaz tukaj znam mato na najbolj easy način. Danes se vam javljam iz drugega dneva šole od doma. In upam, da vam gre pač šola od doma dobro, ne? Danes bomo šli skozi upoštevanko števila 9. In ne, ni upoštevanka zatega, ker je upoštevanka, ne, čeprav bi lahko bila. Upoštevanka je zato, ker upoštevamo, da kadar seštevamo ista števila, upoštevamo to, da so ta števila ista. Zato upoštevamo, da ta števila lahko med sabo pomnožimo. Veliko upoštevanj sem zdaj omenil, tukaj imam primer, da vam bo malo bolj jasno, ne. 9 plus 9 plus 9 plus 9. To bi lahko samo tako normalno šli izračunati, ne. Ampak če hočemo, upoštevali bomo to, da so vsa ta števila ista. To jih bomo med sabo pomnožili. Najprej pogledamo, koliko je teh 9, ne, in vidimo, da so 4. Napišemo 4. Pol pa damo krat. In običajno se krat napiše pač samo kroglica, ne, majhna piksa v sredini, ampak jaz dam x, da se bo švit. In pol pa pogledamo vse, katero število je, in vidimo, da je 9. Torej napišemo 4 krat 9. Temu računu se bomo pol na koncu filmčka vrnili, ne, ampak zdajle bomo pa šli sem na to levo desetice, desno enice. Kaj to zdaj pomeni? Današnji trik za upoštevanko števila 9 je tak, a ne. Za 1 krat 9 vsi znamo zaračunati, ne, samo napišemo 9. To je čisto easy, ampak za 2 krat 9 pa za vse naprej se pa že pikico bolj zaplete, ne. In zdaj pa to levo desetice in desno enice vam bom takole zdaj pokazal. Vidite, da imam jaz tukaj 10 prstov, ne. 5, 6, 7, 8, 9, 10 prstov. In zdaj pa se opravičujem, če bom kaj zamešal, ker to je moja desna in to je moja leva, medtem ko za vas sta pa to moja leva pa to moja desna. Levo desetice, desno enice in samo upal bom, da se ne bom zmotil. Pogledamo tole, ta prvo število, ne, množimo 2 krat 9. In zdaj ta drug prst na desni, ne, bomo dol dali, oziroma na levi bomo dol dali, ker so na levi desetice. In zdaj, na levi strani od tega prsta, ne, imam samo en prst, ki še pač je viden gor, ne. In ta en prst je torej 10. In pogledamo na desno od tega prsta, ne, imam pa 8. Torej je 18, če to dvoje združimo, a ne. In tukaj, ne, 2 krat 9 je 18. Ali pa 3 krat 9 damo tretji prst dol, imamo 2 desetici, torej 20. In 7 enic na desni, torej 27. Pol pa imamo 4 krat 9, ne, damo četrti prst dol, imamo 30 na levi in imamo pol 6 na desni. Ali pa 5 krat 9, dam ta peti prst dol, imam torej 40 na levi in 5 na desni. Torej 45. Ali pa pol tukaj za 6 krat 9, a ne. Dam ta šesti prst zdaj dol in imam na desni 5 in imam na desni 5, torej 50 in na levi imam pa 4, torej 54. In pol imam pa 7 krat 9, dam ta sedmi prst dol. Imam torej na desni 60, na levi pa 3, torej 63. Ali pa 8 krat 9, ne, damo ta osmi prst dol in imam pol na desni 70, na levi imam pa 2, torej 72. Ali pa 9 krat 9, dam ta deveti prst dol, ne. Imam pol torej na desni 80, na levi imam pa 1, ne, torej 81. In zdaj pa še 10 krat 9, pa to. Damo zdaj deseti prst dol, imam torej na levi 9, torej 90, na desni pa nimam nič, torej 90. In zdaj imamo tukaj napisano celo upoštevanko števila 9. 1 krat 9 je 9, 2 krat 9 je 18, 3 krat 9 je 27, 4 krat 9 je 36, 5 krat 9 je 45, 6 krat 9 je 54, 7 krat 9 je 63, 8 krat 9 je 72, 9 krat 9 je 81 in 10 krat 9 je pa 90. Torej zapomnite si, na levi imamo desetice, na desni imamo pa enice in tisto, kar hočemo pomnožiti, pogledamo s čim, torej 7 krat 9 na primer, poiščemo ta sedmi prst, ga damo dol in imamo takole, a ne, desetice, torej 60 in enice, torej 63, vidite.
Vrnemo se še k temu računu tukaj, ne, 4x9. Torej bom dal četrti prst dol in na desni, oziroma na levi, na moji desni, imam zdaj 3, torej 30 in torej na desni, zdaj vaši desni, imam pa 6. Torej je to 36. In še preden grem, a ste videli tukaj na vaši desni, ja? Je tukaj zdaj eno zaporedje, 9, 8, 7, 6, 5 in se še nadaljuje, ne? Na 4, 3, 2, 1, nič, ne? Tukaj, če dobro pogledate, imamo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nič. In tega, ker vse enice pri upoštevanki števila 9 se manjšajo in to si zapomnite, zato ker če kdaj pozabite pač upoštevanko števila 9 ali pa ta trik, ne, si samo zapomnite, da se pač enice oziroma ta desna števka pri upoštevanki števila 9 manjša. Ta prva je 9, ta zadnja je pa nič. Ampak v glavnem, to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če imate kakšno vprašanje, mi jih napišite na mail, ki ga bom spodaj v opis in upam, da se še drugič vidimo. Ful bi mi pomenili, če bi se naročili oziroma subscribali na YouTube kanal Matanezi, ali pa če bi všečkali. Oboje to je brezplačno, ampak ni treba. Glavno, lepo se imejte. Čau!